Spoštovana svetnica, spoštovani svetniki, lepo pozdravljeni na današnji seji. Malo zaradi slabšega glasu, lahko povem tudi tako ali drugače, bo danes vodil sejo podžupan gospod Roman Činč. Tam bom prav sam prisostvoval seji in če bo potrebno pri kateri točki karkoli dodati, bom se potrudil, ko bom prav nekako probal zaprav jasno, predvsem glasno povedati to, ko je ponavadi glih kontra, ko si pravi, ko bi naj bil malo menje glasen, pa ga naj malo menje gučin, je očitno tudi to včasih koga doleti. Jaz verjamem, ko bo seja potekala tako, kako smo vajeni, na vse zadnje podžupan zaupanje maksimalno ima in bom prav od vas, pa tudi bom prav karkoli je takšega, kot smo bili vajeni na seji, pelamo naprej. Toliko bom prav, ko se resno upravičujem, za koj danes pač ne bom toliko gučal, ko pa če bo potrebno, bom pa probal saj nekaj bom prav povedati še na te stvari, ki bodo morda izpostavljene. Hvala. Ja, lep pozdrav, torej v mojem imenu tudi in sicer pozdravljam svetnico, svetnike, vse ostale prisotne. In sicer ste pri sklicu današnje seje dobili predlagan naslednji dnevni red pod 9 točkami, in sicer pod prvo točko je sprejem zapisnika 16. redne in 5. dopisne seje ter realizacijo sklepov 16. redne in 5. dopisne seje. Potem druga točka imenovanje člana sveta Pomurske lekarne Murska Sobota. Pod tretjo točko obravnava in sprejem odloka o kategorizaciji občinskih cest v občini Beltinci, prva obravnava. Pod četrto točko sprejem sklepa o določitvi cene programov predšolske vzgoje v javnem vzgojno-varstvenem zavodu Vrtec Beltinci in o določitvi dodatnih ugodnosti za starše otrok z območja občine Beltinci. Pod peto točko potem obravnava in sprejem načrta ravnanja s stvarnim premoženjem občine Beltinci za leto 2025. Šesta točka se glasi obravnava in sprejem dopolnjenega predloga odloka o proračunu občine Beltinci za leto 2025. Sedma točka je podobna, in sicer je to obravnava in sprejem dopolnjenega predloga odloka o proračunu občine Beltinci za leto 2026. Potem pod osmo točko vpogled in vprašanja članov občinskega sveta in pod deveto točko poročila županov o pomembnejših dogajanjih v občini Beltinci. Ima kdo kakšno pripombo na dnevni red? Želite karkoli odvzeti, dodati? Se pravi, ni pripomb na dnevni red. Pozivam vas k glasovanju o dnevnem redu, torej kdo je prisoten. Ugotavljam sicer, da trije svetniki so odsotni, so se opravičili, in sicer Metka Baligač, Jože Ferčak in Franc Kovač, tako da sklepčni smo. Torej prosim za prisotnost. Ja, še eden. 16 minut moralo biti. Son. Jožija njega? Što še? 10, 11? 19. Petka, što je petka? 19 pa? Dušan? Ja, spal Dušan. Dušan si? 19. Ne se tam natisnil. Dobro, evo. No, torej 16 je prisotnih. Glasujete za sprejem dnevnega reda, torej kdo je za? Dobro, ugotavljam torej soglasno sprejeto. No, če preidemo k prvi točki dnevnega reda, torej sprejem zapisnika 16. redne in 5. dopisne seje ter realizacijo sklepov iz teh dveh sej. Če vas malo spomnim, na 5. dopisni seji smo odločali o tem, ali se strinjamo s strateškim načrtom pokrajinske in službske knjižnice in dajemo k temu strateškem načrtu pozitivno mnenje. Mislim, da je zadeva bila ustrezno sprejeta. Potem pa, če nekoliko preletimo sklepe naslednje, torej 16. seje, in sicer smo v začetku kot običajno potrdili zapisnik in smo potem v naslednjem sklepu sprejeli sklep o postavitvi začasnega nujnega objekta. Potem smo sprejeli predlog odloka o lokalnih gospodarskih javnih službah v občini Beltinci v predlagani obliki in vsebini. Potem je občinski svet sprejel predlog odloka o izvajanju izbirne gospodarske javne službe upravljanja in urejanja plačljivih javnih parkirišč v občini Beltinci.
Potem naslednji 155. sklep je bil, da se sprejme predlog odloka o predmetih in pogojih za podelitev koncesije za upravljanje obvezne občinske gospodarske javne službe, torej pogrebne službe v občini Beltince v predlagani obliki in vsebini. Potem smo dali soglasje k letnemu poročilu in zaključnemu računu Zavoda za turizem in kulturo in potem smo dali tudi soglasje v naslednjem sklepu k letnemu programu dela in finančnemu načrtu Zavoda za turizem in kulturo občine Beltince. Potem sklep 158, ki je bil realiziran, smo sprejeli odlok proračuna, ki ga je predlagal župan v obliki, kot je bil predlagan, in tudi smo sprejeli sklep, da se pač v skladu z tem odlokom opravi javna razprava, ki bo trajala do 10.1.2025. 159. sklep je bil, da se sprejme odlok o ustanovitvi skupne občinske uprave Most, torej v povezavi z drugimi občinami, in zadnji sklep je bil, da občinski svet sprejme predlagani sklep o določitvi vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo srednjestavnega zemljišča na območju občine Beltince. Torej vse te stvari so zajete v zapisniku, sklepi prebrani so realizirani in sicer odpiram razpravo na to temo. Je v zapisniku mogoče kaj, kar vas je zmotilo, pa ni korektno zapisano, ali je kakšen sklep drugačen, kot je bil citiran? Želi kdo razpravljati o tem? Ne želite razpravljati, torej s tem razpravo zaključujem in prehajamo k naslednjemu sklepu, torej občinski svet občine Beltince sprejme oziroma potrdi zapisnik 16. redne in 5. dopisne seje občinskega sveta občine Beltince v predlagane obliki in vsebine. Prosim za prisotnost, kdo je prisoten? Še? Dobro. Glasujemo, kdo je torej za. Dobro, soglasno sprejeto. Torej, sem je prva točka zaključena, potem po drugo točko imenovanje člana sveta Zavoda Pomurske lekarne Murska Sobota. Dosedanji član Igor Radžič je predlagan za nadaljevanje članstva v tem organu in sicer je v tem razpisu objavila komisija za imenovanje in administrativne zadeve, katere predsednik je Milan Mavčec. Če mogoče nam, Milan, ti poveš nekaj v zvezi z razpisanim prijavami. Hvala za besedo, spoštovana članica, spoštovana svetnica, spoštovani svetniki, lepo pozdravljeni, tudi ostali zbrane. Pomurske lekarne Murska Sobota so z dopisom številka 64/24 z dne 5.12.24 zaprosila občino Beltince za predložitev oziroma za sprožitev postopka za predlaganje kandidata v svet Zavoda Pomurske lekarne Murska Sobota. Sedanjim članom sveta Zavoda Pomurske lekarne namreč poteče mandat konec februarja leta 2025. Upoštevajoč določilo 8. člena odloka o ustanovitvi javnega zavoda Pomurske lekarne Murska Sobota, ima svet zavoda Pomurske lekarne 23 članov, ki ga sestavljajo 16 predstavnikov ustanoviteljic, ki jih imenuje sveti občin ustanoviteljic, občina Beltince enega člana, en predstavnik zavarovalnice in 6 predstavnikov delavcev zavoda. V 52. členu poslovnika občinskega sveta občine Beltince je med drugim določeno, da Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja občinskemu svetu predlaga kandidate za člane delovnih teles sveta, občinskih organov, ravnateljev, direktorjev in predstavnikov ustanoviteljev v organih javnih zavodov, javnih agencijah, javnih skladov in javnih podjetij. Komisija za mandatno vprašanje, volitve in imenovanja je z dopisom dne 7.1.25 pozvala predstavnike političnih strank in list zastopanih v občinskem svetu občine Beltince, da je do 24.1.2025 posredujejo predloge za imenovanje člana sveta Zavoda Pomurske lekarne Murska Sobota.
KMIVI je na svoj 13. redni seji dne 27.1.2025 obravnaval prejete predloge kandidatov za člana sveta Zavoda Pomurske lekarne Murska Sobota. Prejeti so bili 3 predlogi, od tega je bil en predlog nepopolni, zato smo ga izločili kot neveljavnega. Po pregledu preostalih 2 predlogov so člani KMVI razen Igorja Adžiča, ki se je iz glasovanja in razprave izločil, glasovali o posameznem kandidatu. Na osnovi rezultata glasovanja je KMVI predlagal občinskemu svetu občine Beltinci, da za člana sveta Zavoda Pomurske lekarne Murska Sobota potrdi kot predstavnika občine Beltinci kandidata Igorja Adžiča. Hvala, predsednik. No, torej slišali ste poročilo matičnega odbora. Bi kdo razpravljal o tej točki? Verjetno se bo Igor iz glasovanja vzdržal, je pa verjetno podal soglasje, da se strinja s to funkcijo. Še nadalje, podaja soglasje. Ugotavljam, da ni razprave, torej pri tej drugi točki bi glasovali v naslednjem sklepu. V svet Zavoda Pomurske lekarne Murska Sobota se imenuje kot predstavnik ustanovitelja občine Beltinci Igor Adžič, Cvetno naselje 4, 9231 Beltince. Prosim za prisotnost. Ja, torej glasujemo v sklepu. Kdo je za predlagani sklep? Ugotavljam, da je sklep soglasno sprejet in da se je Igor iz glasovanja izročil. Potem, če pridemo k tretji točki, torej obravnava in sprejem odloka o kategorizaciji občinskih cest v občini Beltinci, prva obravnava. Domov ste dobili gradivo, zadeva je bila potrebna iz večjih razlogov, torej bile so narejene neke nove ceste, novo kategorizacijo treba narediti. Stvar je bila poslana tudi na direkcijo za ceste, ki je pač dala ustrezno pozitivno mnenje. Imamo pa tudi predstavnico, kako smo že, Realisa, sem prav povedal, Realisa, ki je pripravljala ustrezne zadeve in prosim, če gospa nam predstavi zadevo, prosim. Ja, hvala lepa za besedo. Lep pozdrav tudi v mojem imenu. Kot je bilo rečeno, sem Katja Vidga iz podjetja Realis in v sodelovanju z občinsko upravo smo pripravili predlog odloka o kategorizaciji občinskih cest v občini Beltinci. Občina nas je kontaktirala predvsem z razlogom, da se je kategoriziralo 24 novih odsekov, od tega je bilo 6 odsekov na 6 kolesarskih poti. Ena pomembna novost oziroma mogoče sprememba na tem vezano na kolesarske je tale pravilnik o načinu označevanja javnih cest in o evidencah o javnih cestah, o objektih na njih. Kar v bistvu ta pravilnik spreminja je to, da se kolesarske poti sedaj označujejo s 5-mestno številko in ne več 6, tako da to je ena taka sprememba. So pa tole v bistvu vsi primeri, ki smo jih na novo kategorizirali, se pravi, kot je bilo rečeno, 6 novih kolesarskih poti. Potem je bilo pa še, se pravi, vseh ostalih sprememb kar nekaj, se pravi, takih manjših odsekov so se na novo kategorizirali do nekaj hiš. Potem recimo tu je ena novo zgrajena cesta, ki sicer na ortofotu še ni vidna. Se pravi, je pač večje število manjših odsekov do nekaj hiš. Tukaj v industrijski oziroma poslovni coni. Bom šla samo na hitro čez, no. Zaradi preseka z dejansko rabo se je pač preverilo tudi vse ostale odseke v občini, ne samo to, kar ste nam sporočili. Tako da v bistvu vse kakšne manjše uskladitve so se tudi popravljene, ampak to se tiče bolj tehničnih, ne toliko vsebinskih zadev, tako da niti niso omenjene v temle elaboratu sprememb, ker v bistvu ne vplivajo nič na vsebino, ampak samo na neke manjše detajle. Eden od takih je recimo tole, da se je stik popravil, da se ne dotika več tega, ampak res glavnega križišča. Potem tule je bil še ena takšna sprememba, ki sem prej omenila, da je 6-mestne številke prešlo na 5-mestno. To so potem tele spremembe.
Potem še tole, zaradi novo zgrajenega parkirišča se je tudi popravil potek. Stik tukaj s sosednjo občino Odranci, da se v bistvu samo nova številka do občinske meje naredi od občinske meje naprej, se pravi na drugi strani občine pa potem druga številka. To se je spremenil potek zaradi dejanske spremembe poteka v naravi. Potem so se razni konci odsekov še ali podaljšali, skrajšali. To se je recimo popravil potek proti jugu, ker se je tudi cesta dejansko premaknila. V glavnem, res vse spremembe, ki so bile, so zato, ker so kakršno je stanje v naravi, tako smo pač naredili. To se je recimo podaljšal odsek. To je en tak primer, ko nam v bistvu, ko smo ga našli zaradi preseka z dejansko rabo, se pravi cesta, če bi jo pustili tukaj, kjer je črtkana in bi mi zarisali dejansko rabo, kjer dejansko cesta poteka, bi direkcija zavrnila ta podatek, tako da je boljše čim več stvari pogledati pa urediti. Je pa vezano na kategorizacijo kolesarskih poti še ena večja sprememba, namreč vse kolesarske poti, ki so ob državni cesti in ležijo znotraj parcele, ki je v lasti Republike Slovenije, je bilo treba zaradi želje direkcije tudi ukiniti iz kategorizacije in to so v bistvu tele naslednje kolesarske poti. Tako da v bistvu te so se žal mogle vse ukiniti ven. Mislim, da jih je nekih 6. Tako da to so te spremembe, no, ki ste jih verjetno tudi sami dobili v gradivu. Smo pa k predlogu odloka o kategorizaciji cest dobili tudi pozitivno mnenje strani direkcije. Se pravi, mislim, da je bilo 23. decembra tole pozitivno mnenje pridobljeno. Tako da v bistvu, kar je z naše strani bilo narejenega, je v bistvu to. Ja, tole še neka statistika, se pravi, skupaj se je kategorizirano omrežje skrajšalo za 4,7 km, predvsem na račun ukinjenih kolesarskih poti. Kot je bilo rečeno, se kar nekaj javnih poti dodalo. Tole na lokalni cesti pa se tiče tele spremembe od avtoceste Severno gor, ker je prišlo do spremembe oziroma že nekaj časa zastarele situacije, ker v bistvu ni prišlo do zamenjave kategorizacije, ker je to zdaj državna cesta. Tako da v bistvu, kar se tiče še naših zadev po sprejetem odloku, moramo potem še v bistvu popraviti, oziroma ne popraviti, vpisati podatek v zbirni kataster gospodarske javne infrastrukture, potreba je popraviti še dejansko rabo in pa BCP, se pravi banko cestnih podatkov. Tako da to je z moje strani. Ja, hvala za enkrat. No, potem je predmetno zadevo obravnaval Odbor za prostorsko planiranje in gospodarjenje z nepremičninami občinskega sveta občine Beltinci. Predsednika prosim, če na kratko poda stališče odbora. Lep pozdrav tudi v mojem imenu. Odbor za prostorsko planiranje in gospodarjenje z nepremičninami občine Beltinci je na svoji 6. redni seji obravnaval predlagani odlok. Po predstavitvi gospe z družbe Realis in pa se pravi, ni bilo nobene debate oziroma niti ne nobenih vprašanj, predlogov, smo sprejeli sklep številka 20, ki pravi: Odbor za prostorsko planiranje in gospodarjenje z nepremičninami občinskega sveta občine Beltinci predlaga občinskemu svetu občine Beltinci, da odlok o kategorizaciji občinskih cest v občini Beltinci v prvi obravnavi sprejme v predlagani obliki in vsebini. Hvala. Ja, hvala. No, potem tudi statutarno-pravna komisija občinskega sveta občine Beltinci je obravnavala odlok. Predsednik Željko, izvoli, če ti še poveš stališče vašega odbora. Hvala za besedo, lepo pozdravljeni.
Dopisna seja statutarno-pravne komisije je bila izvedena v torek 28.1. Po opravljenem glasovanju je statutarno-pravna komisija sprejela sklep. Statutarno-pravna komisija občinskega sveta občine Beltinci predlaga občinskemu svetu občine Beltinci, da sprejme odlok o kategorizaciji občinskih cest v občini Beltinci v predlagani obliki in vsebini v prvi obravnavi. Hvala. Odpiram razpravo, vprašanja. Predstavnici Realisa, morda. Ugotavljam, da ni razprave. Predlagani sklep, ki ste ga dobili v gradivu, se glasi, in sicer občinski svet občine Beltinci sprejme odlok o kategorizaciji občinskih cest v občini Beltinci v predlagani obliki in vsebini v prvi obravnavi. Prosim za prisotnost. V redu, potem glasujemo, kdo je za predlagani sklep. Ugotavljam soglasno sprejeto. No, če pridemo k naslednji točki, torej 4. točka je sprejem sklepa o določitvi cene programov predšolske vzgoje v javnem vzgojno-varstvenem zavodu Vrtec Beltinci in o določitvi dodatnih ugodnosti za starše otrok z območja občine Beltinci. Torej, vsi ste verjetno seznanjeni s tem, da je prišlo do pogajanj med javnim sektorjem, vlado in ustreznimi predstavniki. Tu so pač bila izglasovane določene spremembe kolektivnih pogodb, spremembe potem tudi uvrstitev v plačne razrede. Obljubljeni so bili sicer dvigi, ti dvigi se že nekako dogajajo, vse to pa seveda ima za posledico, da je treba tudi prilagoditi ustrezno ceno. Seveda je stvar, bi lahko rekli, nepriljubljena, vendar žal za sabo potegne takšen dogovor v tem sektorju, potem tudi neko večjo obremenitev na strani staršev. Sicer pa se občina stalno trudi, da to breme tega varstva predšolskega ustrezno zmanjša z določenimi ugodnostmi. No, prosim, če ravnateljica Martina Vidonja, mogoče še ti malo bolj natančno razložiš, kakšne so spremembe. Hvala predstavnici Realisa. Ja. Aha, hvala. Adijo. Ja, hvala za besedo in lep pozdrav tudi s strani Vrtca Beltinci. Hvala tudi za uvod v to mojo točko. Zdaj, tako kot vsako leto smo tudi letos, torej ob začetku leta, na podlagi predvidenih stroškov, ki jih bo vrtec v letu 2025 imel, pripravili novi predlog ekonomske cene, in sicer na podlagi pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih, ki izvajajo javno službo. Ta pravilnik določa, da so glavni elementi ekonomske cene stroški materijala, stroški storitev, stroški živil in pa strošek dela ter vsi ostali stroški povezani z delom. To so regres zaposlenih za letni dopust, plače seveda, jubilejne nagrade, solidarnostne pomoči in odpravnine, regres za prehrano, prevoz in pa vplačila v kapitalsko družbo. Naj omenim, da je strošek dela največji strošek, ki je štet v ekonomsko ceno in znaša približno 80% cene. Ta drugi člen istega pravilnika določa tudi, da mora vrtec ločeno izračunati ekonomsko ceno za oddelke prvega starostnega obdobja in pa za oddelke drugega starostnega obdobja. In pa v skladu z 19. členom se ta uskladitev oziroma izračun ekonomske cene dela letno enkrat, v primeru nepredvidenih sprememb pa lahko tudi vmes. Zdaj, podlaga za pripravo našega predloga je seveda število vpisanih otrok, število in vrsta oblikovanih oddelkov, sistemizacija delovnih mest, ki je bila potrjena tudi na občinskem svetu lani spomladi. Za razlogi za spremembo oziroma za povišanje ekonomske cene so podobni kot vsako leto, s to razliko, da smo, kot je bilo že povedano, s 1.1. prešli na novi plačni sistem, torej na prevedbo plačnih razredov iz stare plačne lestvice v novo, ki je vsakemu izmed zaposlenih prinesla pač nekaj povišanja plače. Zdaj z decembrom, z 31.12. oziroma s 1.12.24 je nekaj zaposlenih napredovalo v plačne razrede,
in ta nova plača, ki so jo dobili takrat torej določeno, je tudi podlaga za prevedbo v novi plačni sistem, kar smo seveda tudi mogli upoštevati. Potem eden izmed razlogov je povišanje minimalne plače, potem spremembe cene regresa za prehrano zaposlenim, regres za letni dopust v skladu s 7. členom aneksa k kolektivni pogodbi, ki bo nekoliko višji, kot je minimalna plača. Potem vse jubilejne nagrade, ki so posledično seveda višje, solidarnostne pomoči, torej dvigi zneskov v skladu z ustrezno zakonodajo. In pa dvig kapitalske lestvice, se pravi lestvice kapitalske družbe. Potem pa so tukaj še uskladitve vseh ostalih materialnih stroškov, stroškov storitev, ki smo jih predvideli v finančnem planu za leto 2025. Govorim torej o energentih, stroški odvoza smeti in vse podobne stroški, ki v vrtcu nastajajo. Poleg vseh teh, ki sem jih navedla, pa je prišlo tudi do spremembe cene živil. Imeli smo javni razpis za živila in smo torej pogodbe sklenili s 1.1.2025 in sprememba cene živil je v našem vrtcu iz dosedanjih 36 na 38 evrov na otroka mesečno. Zdaj, kakšni so torej predlogi povišanja? Ekonomska cena za drugo starostno obdobje in za kombinirane oddelke se bo zvišala iz dosedanjih 469 za 13,9%, to je na 565 evrov. In pa cena za otroke vključene v oddelke prvega starostnega obdobja se bo iz dosedanjih 678 zvišala na 795 evrov oziroma za 11,9%. Zdaj, tukaj pri tej ceni, se plačuje za 64 otrok skupno, od teh 64 oziroma 63 je 35 otrok takšnih, ki so drugi otrok iz družine in starševski delež pokrije država. Vsi ostali otroci, torej 28 je takšnih, so prvi otroci iz družine in predlagamo, da tukaj občina dosedanjo subvencijo v višini 55 evrov zviša na 100 evrov, da potem torej ti starši ne bi bili deležni tako visokega povišanja. Tako je osnova za plačilo staršev, tabela, ki je v gradivu. Če samo mogoče povem primer povišanja. Za torej tiste starše, ki imajo prvega otroka iz družine vključenega v oddelek prvega starostnega obdobja in če so v skladu z odločbo Centra za socialno delo razvrščeni v drugi plačilni razred, tem se bo na položnici znesek dvignil za 3,60 evra, takšnih staršev imamo 5. Največ staršev je tam nekje med 4. in 6. plačilnim razredom, tukaj se bo znesek na položnici povišal od 10 do 15,48 evra. In pa potem za ceno drugega starostnega obdobja pa se bodo zneski, na primer za 5. plačilni razred, kamor je uvrščenih največ staršev, se bo znesek dvignil za 24 evrov na mesec. Zdaj, naša občina ima torej nekaj subvencij, ki so bile že tudi omenjene. Predlagamo, da te subvencije ostanejo, se pravi, da občina še naprej pokriva staršem odsotnost otroka zaradi bolniške, zaradi zdravstvenega razloga, če je otrok odsoten 30 dni ali več, da se pokrivajo poletni meseci in pa da se prizna znižano plačilo zaradi reševanja stanovanjskega problema in pa, kot sem omenila, da se subvencija za otroke prvega starostnega obdobja, za prvega otroka iz družine poviša iz 55 na 100 evrov. Vse te subvencije imamo sprejeto, veljajo za otroke in starše, ki imajo stalno bivališče v občini Beltinci. Zdaj, mogoče še samo to, razlika v ekonomski ceni prvo in drugo starostno obdobje je v tem, da nam prihaja zaradi tega, ker nam zakonodaja nalaga sočasnost, povečano sočasnost 2 strokovnih delavk dnevno v oddelku prvega starostnega obdobja. To pomeni posledično tudi več kadra, nižji so normativi, se pravi, sprejmemo lahko manj otrok v te oddelke, zato pride do izračuna cene do te razlike. Toliko. Hvala. Mogoče eno vprašanje z moje strani. Pardon. Zdaj,
nekako ta dvig teh plač je v tem javnem sektorju bil upravičen s pomanjkanjem kadra, se srečujete v vrtcu z pomanjkanjem kadra ali še ne? Nekih hujših težav zaenkrat nimamo, smo kadrovsko še dobro pokrite, trenutno pa imamo hude težave zaradi bolniških odsotnosti. Kadrovsko pa zaenkrat nam kaže dobro, tudi nekaj dijakov še imamo na praksi, nekaj študentov in upamo, da se bodo ti potem tudi k nam vrnili kot naši bodoči kadri. No, mogoče samo še z moje strani ta dodatek, da dostikrat se primerjajo občine med sabo, torej tam je dvig takšen, tu je manjši, tu je večji. Tu je verjetno treba povedati, da je marsikaj odvisno od izobrazbene strukture, od delovnih let, od napredovanja in zaradi tega so na primer te primerjave rahlo neustrezne. Je pa jasno, da čim starejši je kolektiv, več napredovanja, potem večji so pač ti dvigi. Ja, to je res. Nikakor se ne moremo primerjati z drugimi vrtci. Iz teh razlogov, kot ste povedali, naj povem, da je povprečna starost zaposlenih v vrtcu Beltinci 48 let. To pomeni toliko in toliko delovne dobe, toliko dodatka na delovno dobo, tukaj je tudi pač ustrezno število napredovanj, kar seveda mi zaposleni moramo izplačevati. Ja, hvala za enkrat. Hvala. No, potem predmetno problematiko je obravnaval Igorjev odbor, torej izvoli Igor, odbor za negospodarstvo in javne službe. Predsedujoči, hvala za besedo, vam vsem skupaj en lep pozdrav. Mi smo na temo dviga ekonomske cene vrtca imeli pretekli teden posebno 15. redno sejo, ker smo se podrobno seznanili z vsemi elementi v bistvu, ki generirajo dvig te cene. Ravnatelj za vrtca je zelo podrobno, zelo izčrpno številkami podprto opisala v bistvu vse elemente, ki vplivajo na to ekonomsko ceno, ki se bom pravil na prvi korak sliši relativno visoki dvig, 81 pa 69 evrov, vendar ne smo pozabiti. Do zdaj je bila subvencija za prvega otroka prvem starostnem razredu 55 evrov, zdaj davljamo 45 evrov. Globalno gledano za nekatere starše, da vrtec tudi glede na povečanje cene, to je v tisti, bom pravil, najbolj nižjih plačilnih razredih, mogoče kakšen evro nižje. Kaj je bolezen naših vrtcev, ko se takrat primerjamo, kot je tukaj Roman prej vprašal, primerjalno, kaj kakšni dolar ali 10 evrov pač cenejši vrtec v naši sosednji občini. Moramo se zavedati, kaj standard košta. Kaj je naš standard? Prav sodobno opremljeni vrtci, predvsem pa vrtci v 6 vaseh oziroma 6 krajevni skupnosti naše občine, vrtca ni samo v 2 najmanjših vaseh, to je Bratunce pa v Lipi. Kje je naslednja težava? V nekaterih enotah je opaziti drastičen upad vpisa. Mogoče so katere enote, bom tudi navedel katera, Melinci, srednjeročno ogroženi, kar se mogoče mogle začasno zapreti. Moramo se zavedati, kaj neki kader, kot ga bom prav predpisivljajo pravilnike, je fiksen na število oddelkov. Ni vse eno, če je nekoč v Melinci bilo 32 otrok, če jih je danes 17. 15 je razlika. Približno tako tudi jaz z realnimi številkami operiram. Krat ekonomska cena, gotovimo, ka na mesec 9200-9300 evrov je iz toga vira od teh otrok menje prihodkov. Krat 12 pa imamo samo v eni takšni enoti iz toga vira brez podražitve 100 000 evrov manj prihodkov. Ni zanemarljivo. Vrtec kot predšolska vzgoja plus šolska vzgoja koštata občinski proračun cirka 2 800 000 evrov. Delež staršev proti v deleži občine je približno 26%, torej 1:3. Trikrat več občina plačuje za predšolsko vzgojo, kot plačujejo starši. To ne gre kot očitek, to gre samo za podatek, ki mora biti plastično jasen v vsem tem staršem, ki teh 293 otrok od 303 kapaciteta vrteca, ki imajo v vrteci svoje otroke. Še ena posebnost je. V našem vrteci je od 293 pisanih otrok kar 86 otrok, ki ne plačujejo nič. Zakaj ne plačujejo nič? Nekaj je takšnih, ki so z odločbo države oproščeni plačila,
Nekaj je takših, ki zaradi finančno-socialnih razmer doma nič ne plačujejo, poleg tega pa se moramo zavedati, da je drugi otrok v vrtci brezplačen. Država pokrivlja te stroške, ampak to je v bruto masi porabe odhodkov vrtca zelo zanemarljivi procent. Kot je prej ravnateljica povedala, ene bonitete so še, ki jih davljamo, zelo drage za občino. Otroka lejko izpišete v juliju, v avgustu, strošek v celoti prevzema občina. Bom prav bolniško dal odsoten otrok, od enega meseca ali več starši ne plačajo nič. Pri krajši odsotnosti se sorazmerno odbija sorazmerni del zneska hrane v višini 38 evrov. In to so neki elementi, ki so pripeljali do toga. Dosti se čuje 765 evrov ali 759 evrov, vendar moramo znati, kako ga mi nižamo za 100 evrov. Še 659 nam samo ostane v prvi starostni skupini. Kot je Roman prej povedal, on je tudi ravnatelj gimnazije, ene, bom pravil, vrhunske šole na nivoju regije. Moram vedeti, ko 8.11. je Državni zbor na predlog vlade sprejel zakon o skupnih temeljih sistema plač v javnem sektorju. Tak imenovano plačno reformo. To je tisti generator, ki je v bistvu vse te pravice s 1.1.2025 dal vsem zaposlenim, ki je moramo spoštovati. Kaj je, bom pravil, slabost tega zakona? Samo rad, ko zaposleni dobijo plače. Če grejo plače gor, je tudi normalno, ko nekaj to za sebe potegne, tudi vrtec potegne. Ne plače zaposleni vrtci, ampak generalno. Nekdo več zasluži, ima tudi druge odhodke v bistvu večje. Žalostno je pa to v bistvu, ko država preko Ministrstva za finance ne skrbi za dosti dovolj dobro oziroma ne sledi vsem tem nalogam, ki jih občina nalaga za svojo primerno porabo. In občine iz svoje investicijske substance vedno več denarja namenjajo za neke dodatne predpisane naloge, za katere ne morejo pridobiti v nekih drugih zgodbah denarja na to. In kaj se dela? Ta zakon prelaga plačilo občinam in pa končnimi uporabniki, to je staršem otrok, v razmerji 80:20%. Ko pa ne bom predolgi, ker je tako ali tako že izčrpno vse povedano, bom samo povedal, kaj smo mi po toj, bom pravil, izčrpni razpravi, vprašanjih pa to na 15. seji sklenuli. To je bil sklep 77/2025, ki pravi: Odbor za negospodarstvo in javne službe družbene dejavnosti predlaga občinskemu svetu občine Beltinci, da sprejme sklep o določitvi cene programov predšolske vzgoje v javno vzgojno-varstvenem zavodu Vrtec Beltinci in o določitvi dodatnih ugodnosti za starše otrok z območja občine Beltinci, predloženi vsebini in oblike. Hvala. Ja, hvala, predsednik. No, torej, verjetno to tematiko občinski svetniki itak poznate, ne? Ampak morda je v redu, da nekoliko širše zadevo razložimo za tiste, ki ne spremljajo toliko tega področja, ne? Oziroma vidijo potem samo neko razliko na svoji položnici, ne? Tako da je treba povedati, da metodologija je vnaprej predpisana, da se te cene ne računajo, bi rekel, tako na pamet, ne? Ampak je vse to zakonsko ustrezno, bi temu rekli, ne? Ima še kdo kakšno željo za razpravo, morda na to temo od ostalih svetnikov? Če ni razprave, ne, potem bi vas poklical, da se prijavite k prisotnosti. Aleš se bo zaradi družinskih vezi izločil iz glasovanja, ne, torej prosim ostale, da se prijavite. Aha, predlog sklepa še moram prebrati, ne, torej predlog sklepa je tisti, kot ga je povedal Igor. Ne moremo nazaj, lajko še. Se pravi, sklep, o katerem glasujemo, je občinski svet občine Beltinci sprejme sklep o določitvi cene programov predšolske vzgoje v javno vzgojno-varstvenem zavodu Vrtec Beltinci in o določitvi dodatnih ugodnosti za starše otrok z območja občine Beltinci, predloženi vsebini in obliki. Torej, kdo je za ta sklep? Prosim, če glasujete. Ja, torej soglasno sprejeto. Vsi, ki so se prijavili, so tudi glasovali, Aleš se je pa izločil, ne.
No, te 4 točke so obdelane, že smo blizu polovice. Hvala, ravnateljce. In srečno, adijo. No, potem naslednja točka je obravnava in spremljanje načrta ravnanja s stvarnim premoženjem občine Beltince za leto 2025. In sicer ta načrt je obvezna priloga proračunov za naslednji 2 leti, namreč občinsko premoženje poizkuša občina prodati, no, po drugi strani pa so pač neke zaveze, da je treba določene zadeve tudi kupiti. Sicer je stalno prisoten razkorak med našimi željami, torej med tem, kar bi si želeli prodati in med tistim, kar se realizira, vendar v zadnjih letih opažamo, da se procent realizacije dviga, tako da upamo, da bo tudi v nadaljevanju zadeva taka, sicer pa zaradi uravnoteženja proračuna lahko nastane določeni razkorak med željami, torej tistim, kar je v proračunu napisano in med tistim, kar potem lahko realiziramo, oziroma če ne pride do te prodaje v takem obsegu, kot je predvideno, je potrebno najverjetneje se mogoče celo zadolžiti. Sicer je premoženje ocenjeno z določenimi zneski, vendar verjetno pri vsaki posamezni prodaji pride še potem do nekih dodatnih pogajanj po ocenitev, tako da ti zneski, ki so napisani, niso 100% takšni, da ne bi bilo možno neko odstopanje navzgor ali pa navzdol. Sicer pa predmetno zadevo obvladuje Tatjana Trstenjak. Izvoli, Tatjana, če ti mogoče malo boljše razložiš, kak jaz. Dobro, hvala za besedo. Lep pozdrav tudi z moje strani. Kot je že pojasnil Roman, gre za letni načrt, ki ga dejansko sprejemamo vsako leto. Sprejema se vzporedno s proračunom, ker seveda mora biti z proračunom finančno usklajen. Gre za nabor želja, predvidenih prodaj in nakupov. Realizacija, kot je bilo že povedano, pač delna je. Vse, kar je pač nerealiziranega, se prenaša iz leta v leto. Kot zdaj ste lahko v gradivu razbrali, je sestavljen sam načrt ravnanja je sestavljen iz sklepa, potem iz 2 prilog, in sicer iz priloge načrta razpolaganja oziroma prodaje in pa načrta pridobivanja oziroma nakupov. V samem sklepu je moč razbrati, da smo nekako tudi v letošnjem letu predvideli visoko prodajo. Pač nekako se planira oziroma na razpolago so nepremičnine v vrednosti 1 150 000 cirka vrednosti. Dejansko gre v pretežni meri za nezazidana stavbna zemljišča namenjena poslovnemu namenu. To so pa zemljišča, ki nekako dvigajo to vrednost samega načrta razpolaganja. Tudi bodoče se bo seveda delalo na tem, da se pač ta zemljišča probajo prodati potencialnim investitorjem. Drugače pa se v samem razpolaganju tudi predvidevajo prodaje teh raznih starejših objektov z funkcionalnimi zemljišči, kar jih nekako dobimo kot neko povračilo za plačilo domske oskrbe, in pa seveda potem tudi kmetijska in pa gozdna zemljišča, ki nekako tudi želimo prodati v bodoče, predvsem zaradi tega, ker gre predvsem za solastniške deleže, nismo v celoti lastniki in nekako vemo tudi, da so zakupnine nizke in je potem z takimi zemljišči več dejansko stroškov vzdrževanja, kot pa so prihodki iz tega naslova. Če se pa potem dotaknemo samega pridobivanja, tu pa gre dejansko za urejanje lastništev, nepremičnin, preko katerih poteka gospodarska javna infrastruktura. Tudi tu pač te zadeve bolj ali manj uspešno rešujemo iz leta v leto. Nekako pa glede na to, da se napoveduje sedaj ta nepremičninski davek, mora biti v interesu tako nas, kot pa tudi vseh lastnikov, da se pač ta lastniška razmerja čim bolj uredijo in seveda se to potem ustrezno uskladi z dejanskim stanjem na terenu. Če se pa zdaj malo dotaknem same vsebine načrtov. To so grafika. Dobro. Tako pravim malo za grafičen prikaz, kot vsako leto smo priložili priloge,
kjer pač nekako prikažemo parcele in pa tiste osnovne podatke s parcelno številko, nekako površino in pa zneske. Kot je bilo povedano, tu gre za ocenjeno vrednost. To je neka posplošena tržna vrednost, ki pa ni nujno, da je vrednost, po kateri se potem prodajni posel sklene, zaradi tega, ker dejansko, kot je bilo povedano, se ponavadi sledi cenitev in tako naprej, kjer se pač določi tista prava cena. Kot sem že povedala, razpolaganje se stvori 3 sklope. Prvo so nekako potem ta prodaje objektov s funkcionalnimi zemljišči, kot vidimo po grafiki mogoče malo za prikaz, v Dokležu, Viu, Ižakovci in pa na Krapju imamo take primere. Potem v nadaljevanju drugi sklop so potem ta nezazidana stavbna zemljišča, nekatera so namenjena stanovanjski gradnji, nekatera so namenjena poslovnemu namenu, kot vidimo tu poslovno-industrijsko cono, potem zemljišča za, to je sicer točno narodno malo, ampak za bivšo železnino. Potem pravim tudi nekatera nezazidana stavbna zemljišča, ki so pač nekako samo neka funkcionalna dopolnitev, ker so pač premajhna za gradnjo. V nadaljevanju torej pa imamo skupaj oziroma kar nekaj teh gozdnih in kmetijskih zemljišč, ki so tudi razvidne iz grafike in načeloma je pravim tudi, tu gre za nekako našo željo, da se pač to v bodoče čim prej tudi se odproda. Zdaj pa, če se pa potem še malo samo dotaknemo oziroma samo pogledamo še malo mogoče načrt pridobivanja. Tu pa, kot sem povedala, pač gre za reševanje teh neusklajenih zemljiško-knjižnih in dejanskih stanj. Infrastruktura se pač zgradi in se pač potem to mora ustrezno lastništvo prenesti na občino. Kot tudi vidite, tu gre dejansko bolj za neke manjše stvari. Zdaj, ki je pač nekako soglasje je doseženo, so zadeve dokaj se dajo lepo speljati, kjer pa pač nekako ni sodelovanja lastnikov, pa pač opažamo, da se nam zadeve vlečejo iz leta v leto. Nekako se razlastitvenih postopkov ne lotevamo, ampak vidimo, da pač je prišel trenutek, da do tudi te zadeve mogle biti vpeljane, ker na enih točkah pač ne pridemo res nikamor. Ti sklepi bodo seveda predhodno, kot bomo mi to postopke zagnali, tudi predmet sej občinskega sveta, tako da pravim, če se tega ne bomo lotili, da pač trajno pač določeno lastništvo neurejeno. Bo pa sam ta načrt, se pravi s temi grafikami tudi po sprejemu objavljen na spletni strani, kot je vsako leto pod zavihko načrt ravnanja. Tam se lahko seveda vsi zainteresirani podrobneje pogledajo, kaj dejansko prodajamo in kaj kupujemo, pa če je pač tudi kakšne interese, potem na občini tudi lahko oglasijo za vse nadaljne informacije. To je z moje strani vse. Hvala. Ja, hvala Tatjana. No, mogoče na tem mestu velja poziv, ki ga je Tatjana nekje med vrsticami izrekla, ne. Stvari je treba urejati, ne. Torej že v preteklosti so mogoče nekako bile zadeve malo narobe nastavljene, zadeve niso urejene bile, ne. Zdaj, ko se poskušajo urediti, pa nekako na strani občanov ni za pričakovati, kako bi rekel, prevelike želje po nekem zaslužku, ne, ampak so to neke zadeve, ki pač so glede na ocenjene vrednosti plačane tako, kot so plačane, ne. Potrebno je pa stvari ustrezno urediti, ne, zato mogoče z moje strani, pa verjetno tudi z njene pa župana, ne, da se pride bliže, ne, da se potem te stvari enkrat zaključijo, ne. Morda nek papir v preteklosti ne bil ustrezno obravnavan, izdan, ne. Zdaj, ko je prišel čas, pa če treba skleniti neke dogovore in zadeve urediti. No, v tej problematiki, torej načrtom ravnanja je Aleš, predsednik odbora, ne, za prostorsko planiranje in gospodarjenje. Če mogoče poveš, kako ste vi gledali na ta načrt za naslednji 2 leti, 25-26. Hvala za besedo še enkrat. Po predstavitvi predloga načrta razpolaganja z nepremičnim premoženjem za leto 2025 in načrtom pridobivanja nepremičnega premoženja prav tako za leto 2025 strani Tatjane, se je v razpravi nekako izoblikoval en predlog, in sicer se je ugotavljalo, da so po vaseh oziroma po krajevnih skupnostih občine Beltinci še kategorizirane ceste, ki so v bistvu v lasti krajevnih skupnosti. Zato smo predlagali, da se te pridobi nekako informacija o
dolžini oziroma o teh cestah, katere so, in da se potem tudi nekako dogovori glede prenosa teh cest na občino Beltinci. Po tem predlogu smo potem sprejeli sklep številka 21, kjer predlagamo občinskemu svetu občine Beltinci, da načrt ravnanja s stvarnim premoženjem za leto 2025 sprejme v predloženi obliki in vsebini z dopolnitvijo, ki je bila obrazložena prav tako na seji, to je prodaja transformatorske postaje Bratonci-Nemščak. Hvala lepa. Ja, hvala. No, morda še dodatek z moje strani, da zadeva ni zacementirana za 2 leti, torej mi lahko ta načrt še vedno spreminjamo, večkrat smo na mize dobili neke spremembe načrta razpolaganja, tako da stvar ni dokončna, da bi rekli, da ničesar več ne bomo kupili, pa ničesar več prodali. Se kdo prijavlja k razpravi na to temo, prosim? Ni razprave, no mogoče sklep, Andreja, še pogledava, kakšen sklep sprejemamo. Torej, predlog sklepa se glasi, občinski svet občine Beltinci sprejme načrt ravnanja s stvarnim premoženjem občine Beltinci za leto 2025 v predloženi vsebini in obliki. Prosim za prisotnost za ta sklep. Vredno, vsi ste prisotni, potem glasujemo, kdo je za. Ja, ugotavljam, da je soglasno sprejeto. Hvala. No in če pridemo že k 6. točki, torej obravnavo in sprejem dopolnjenega predloga odloka proračuna občine Beltinci za leto 2025 in tudi za leto 2026, bi mogoče ti 2 točke kar nekako združili, saj so to tabele, ki predlagajo oziroma ponazarjajo. Hvala, Tatjana, adijo. Župan se javlja k besede? Ne. No, mogoče samo z moje strani, če opišem, torej ta postopek se vselej začne s tem, da župan pripravi ustrezen predlog proračunov, upošteva določene indicije, pobude, potem ta predlog smo sprejeli, objavili smo čas za javno razpravo, bili so sklicani ustrezni odbori, torej obravnavali so tiste točke, na katere so se določena problematika glede njihovih pristojnosti nanašala, in potem po tej javni razpravi se zdaj na primer oblikuje nek dokončen predlog za ta 2 proračuna, o katerih bomo glasovali. In spet moj dodatek, da stvar ni še vedno zacementirana, ker mnogokrat se je zgodilo, da se je pri teh proračunih so se kresala razna kopja, kadilo se je, ogenj je bil, in se je zadeva potem zaradi nekih stvari izkazala za skoraj nesmiselno, kajti še vedno se dajo stvari z nekimi rebalansi pa z določenimi zgodbami spreminjati, če pač pride do nekih spremenjenih situacij. To je zgolj načrt, katerega probamo zadovoljiti in se ga držati. Prosim računovodjo Štefana, da nam razloži zadeve. Hvala za besedo, gospod podžupan. Pozdravljeni vsi skupaj. Torej, dopolnjena predloga, kot je bilo povedano, predlagamo, da je obravnava pri tej 6. točki, potem pa zaradi formalnosti, ker gre dejansko za 2 odloka, za 2 proračunske leti, da se sklep sprejme pod 1 točko, pa sklep za leto 2026 pod 2. točko. Vsi odbori in komisije, za katere smo ocenili, da se jih tiče ta realizacija ali prihodkov ali odhodkov ali kakšne druge vsebine, so bili v tej fazi javne razprave ali po javni razpravi sklicani. Dejansko smo pričakovali, da se bodo krajevne skupnosti odzivale najprej v fazi javne razprave in tudi občani, kar se je tudi dejansko zgodilo, in v nadaljevanju imamo potem, se pravi, obvezno preglednico predlogov, ki so prišli v fazi javne razprave, bili obravnavani na komisijah in odborih. Nekateri so prišli prepozno, da bi bili obravnavani glede vsebine na matičnih odborih in jih je obravnaval samo proračun in finance, kar je v tabeli tudi zabeleženo. Ne dajemo potem samo razlage, kateri predlogi niso bili upoštevani, kot to zahtevajo predpisi, ampak dajemo kar vse predloge, smo pa obarvali z različnimi barvami predloge, ki so sprejeti oziroma so vključeni v proračun, ki so delno vključeni oziroma niso vključeni v proračun, in stališča, zakaj je to tako.
Glavni razlogi, zakaj župan ni mogel vključiti vseh predlogov, je, da ni bilo zadostnih informacij o višini potrebnih sredstev oziroma ustreznega sofinanciranja. Predlogi niso bili izrecno podprti na matičnih odborih, kjer so bili obravnavani, in je predvsem glavni razlog, da je proračun omejen z viri kot takim, se pravi neomejena vreča, da bi lahko enostavno vse vključili in potem zadevo izpeljali. Predpis, ki smo ga, se pravi, v tem gradivu zapisali, da bi ga bilo potrebno sprejeti, glede na to, da so 26. leto je tudi volilno leto, da bo potreben odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o oblikovanju volilnih enot za volitve članov občinskega sveta in župana občine Beltinci, predvsem zaradi tega, ker je nesorazmerje glede števila volivcev v volilni enoti 1, tam jih je preveč na 6 svetnikov, v volilni enoti 2 pa premalo za 6 svetnikov, ampak o tem bo seveda razprava posebna na posebnem občinskem svetu po predlogu občinske volilne komisije oziroma politike na splošno. Amandmajev v tej fazi ni bilo, tako da lahko dejansko se odločamo v tej fazi o sprejemu oziroma ne sprejemu proračunov dopolnjenih predlogov za leti 25 in 26. Se pravi, prišli so naslednji predloge se strani krajevne skupnosti Lipa, hostel v okviru vaškega jedra. Vkolikor bo ustrezen razpis za sofinanciranje, lahko s posebnim sklepom zadevo uvrstimo v NRP ali se pa predvidi javno-zasebno partnerstvo. Vaško jedro, to je okoli pokopališča bilo in praktično za vse zadeve, ki se na pokopališča nanašajo, je zavzeto stališče, da je to v domeni krajevnih skupnosti. Edino za ta žarni zid, kjer je dejansko dokumentacija naročena, da bomo zvedali, kakšna je cena posameznega elementa in potem po potrebi pristopimo, da se bo to izvedlo na vseh pokopališčih v občini. Kolesarska steza je že bila vključena, sicer je pisalo to v NRP-ju, da je to tudi za druge kolesarske steze. V primeru, da se bo našlo ustrezno sofinanciranje, seveda je lahko vrstitev po sklepu občinskega sveta tudi prej. Tole se nanaša na asfaltiranje ceste do Slačilnice, kjer ocenjujemo, da je glede na obremenitev gramozirano cestišče zadovoljivo do Slačilnic v Lipe. Spet ureditev pokopališča, o tem smo že povedali. Čakalnica za osnovne šolske otroke, to je vključeno v investicijsko vzdrževanje cest. Gradnja manjkajoče poljske poti na drugi strani kanala, cena je 35.000 evrov, tu so neurejena lastniška razmerja in nesoglasje lastnikov, zaradi tega to ni uvrščeno v proračun. Sanacija in obnova ŠRC Gančani, rekonstrukcija delno vodeno, predvsem zaradi tega, ker določeni del strehe zamaka. KS Gančani se je pa s svojim proračunom odločila, da bo za fotovoltaiko reševala problem ogrevanja v ŠRC-ju. Vzdrževalna dela na dele v Hraščicih, en predlog pozneje tudi v krajevni skupnosti Lipavci. Povišali smo postavko za investicijske transfere za obnovo kulturnih zgodovinskih spomenikov oziroma sakralnih objektov, tako da bo te zadeve možno izvesti. Za te kapelice oziroma znamenja, ki so po posameznih vaseh, bo predvideno, da je prijavitelj krajevna skupnost in tudi tista, ki poišče potem izvajalca. Razširitev ceste s pločnikom in igriščem v Gančanih. Dokumentacija bi se izvedla v letu 25, izvedba potem 26, to je razširitev kot taka, se pravi upoštevano. Kolesarska pot Gančani Turopolje, to je že bilo umeščeno v proračun, polovica v letošnjem letu, polovica v naslednjem letu. Zaenkrat še eksaktne informacije o tem, kakšno bo sofinanciranje, nimamo, je pa predvideno, da naj bi bilo 100% vključeno z DDV-jem. Razsvetljava kolesarske steze poti Gančani Beltinci, Gančani Lipavci. Zdaj pri Gančani Beltinci je dejansko problem, ker teh luči ni kam zapostaviti. Je pa vključeno postavitev med Lipavci in Gančani, s tem, da naj bi šlo izključno za brez kabliranja, se pravi samo, da so luči, ki so solarne kot take in ne potrebujejo določenega kabliranja. Obvestilo zraven, da to pač dela takrat, ko je dovolj svetlo, da se zadeva napolni.
Vzdrževanje in sanacija določenih delov cestišča pri hiši TDD, to spada med tekoče vzdrževanje cest, tako da tam je umeščeno. Merilnik hitrosti, Gančani, Lipovci, glede na to, da smo pristopili k skupni službi Most, imamo seveda pravico, da na določenih odsekih, kjer ugotavljamo, da so hitrosti previsoke, postavimo, se pravi, neki mobilni radar in na ta način, se pravi, umirjamo promet. Postavitev avtobusne nadstrešnice je tudi vključeno v krajevni skupnosti Gančane. Od krajevne skupnosti Bratonci je prišla pobuda, da bi se vrnilo avtobusno postajališče pri Keorju, glede na to, da je 250 metrov naprej urejeno avtobusno postajališče, tole bi bilo namreč na cesti in je dostop s pločnikom urejen, mislimo, da to ni potrebno. Potem prehod za pešce avtobusno postajališče pri Kapiteli v Bratoncih, to je umeščeno v tekoče oziroma investicijsko vzdrževanje cest. Izgradnja kolesarske pešpoti od začetka Vučje jame pa do glavne državne ceste, glede na to, da je predvidena prekategorizacija, da bo to cona mešanega prometa, bodo kolesarji in pešci imeli na tej kolesarski pešpoti, mešani poti dejansko prednost, tako da ni potrebno, da poleg ene kolesarske delamo še eno kolesarsko. Potem predlog ŠRC Vaški dom, da se razširi obstoječi objekt ŠRC-ja z večnamensko dovoljenimi prostore, KS in društva, da je Vaški dom v slabem stanju, inštalacije so načeloma slabe, energetsko je potraten, to je kar dobra ocena, okrog nekaj nad 1 milijon evrov. Pridobitev dokumentacije za vse te objekte, ki so v lasti KS, je v domeni krajevne skupnosti. Istočasno so to tekle razprave o lastništvu, se pravi objekti, ki so v lasti krajevnih skupnosti, verjetno ne bodo mogli biti za kakšnega vira sofinancirane, ker takih razpisov enostavno več ni. Za ta obstoječi Vaški dom pa je potem predvideno, da se nujna investicijsko vzdrževalna dela izvedejo v letu 25 in 26 in je vključena tudi nova postavka v načrt razvojnih programov za vzdrževanje, investicijsko vzdrževanje objektov krajevne skupnosti Gančani. Sončne elektrarne, toplotne črpalke na vseh javnih objektih. Pridobivamo dokumentacijo za vse javne objekte in tudi tukaj je treba lastništvo omeniti, se pravi, da so financirali bodo tisti, ki bodo v lasti občine, ne posamezne krajevne skupnosti. Kulturno znamenje, isto kot za kapelo Hraščice, se pravi, razširjena je postavka, povečana postavka za sakralne objekte po razpisu. Rekonstrukcija glavne vpadnice v Lipovce od krožišča do prvih hiš, rešitev odvodnjavanja ter celotna ureditev od kolesarske steze naprej z izgradnjo krožišča, trate za avtobusnim postajališčem, 632 tisoč evrov približno. Tukaj je delno ugodeno, da bo v investicijsko vzdrževanje cest je umeščeno preplastitev 200 dolžine, 5 metrov širine pod investicijsko vzdrževanje cest. Rekonstrukcija odseka z zgraditvijo krožišča Lipa, menimo, da ta investicija ni smiselna. Ureditev odvodnjavanja meteorne vode bi bilo možno vključiti, ampak po regulaciji Pinkave, ta projekt pa vodi DRS. Postavitev novih prometnih znakov, izdelati je potrebno elaborat, to je tudi v domeni krajevne skupnosti, pa turistični smerokazi, to smo v fazi, da zbiramo od vseh krajevnih skupnosti predloge, katere destinacije bi naj z takšnimi smerokazi dejansko označili, ker cifra dejansko ni zelo visoka. Potem od izvajalca gospodarskih javnih služb, čiščenja odpadnih voda, je prišla ocena okoli tega, koliko bi bilo potrebno za širitve omrežja in za nujna sanacijska dela oziroma rešitev vira ogrevanja na čistilni napravi in tu je nekako dogovorjeno, da se je tisti znesek od 20 tisoč, kolikor bi naj bilo iz takse in kakšna bi naj bila dejansko razlika med subvencijo in najemnino kot takem vložil in je v letu 2025 postavka oziroma projekt povišen na 100 tisoč evrov. Za pitno vodo, tukaj smo podatke v kompletu dejansko od izvajalca sistema B
so prišli do računovodstva nekje šele po obravnavi na matičnem odboru, tako da smo v dopolnjen predlog vključili tako povišanje najemnin, ker se je aktiviral sistem B nadgradnja, ki se je izvajal prejšnje leto. Višino subvencij smo uskladili z predlogom izvajalcev gospodarske javne službe in tudi povišali razliko med temi najemninami, subvencijami za investicijsko vzdrževanje sekundarnih vodov, tako da je namesto 60 tisoč tam zdaj za posamezno leto 123 tisoč evrov. Čiščenje javnih površin je bilo zmenjeno, da se bo reduciralo na določenih delih, tako da postavka v tem delu ostane ista oziroma v isti višini. Za vzdrževanje cest, tukaj seveda nikoli ni dovolj, je pa nekako bil sklenjen dogovor, da se postavka poviša za 25 tisoč, s tem, da se istočasno zagotovi plovnost broda, se pravi brodišče, da se ureja tudi iz tega. Kolesarska povezava do Kleževje-Ižakovce, na strani Kave do Kleževje, ocena 50 tisoč evrov. Informacijo imamo od mestne občine Murska Sobota, da bodo pristopili k izgradnji te kolesarske steze, glede na to, da je do meje katastrske občine našega dela malo je to uvrščeno kot poseben projekt oziroma tudi posebna postavka oziroma je postavka za kolesarske steze povišena v posebnem delu proračuna. Potem je v transferi gasilski zvezi PGD-jem. To smo že v fazi javne razprave dejansko povedali, da je glede na dogovor zadeva izostala. Del sredstev pa zaradi nerednih prilivov v leto 2024 tudi za leto 2024 ni bil izplačan in za takšno višino potem usklajujemo določene postavke. To so postavke pri gasilcih, postavke po odloku za politične stranke, potem za financiranje oziroma promocije folklorni festival, ki tudi ni bila realizirana v letu 2024, je pač zraven napisano tudi v obrazložitvah. Subvencije za kmetijstvo, tole je predlagal odbor za kmetijstvo že na svoji prejšnji seji, ko so predlagali nabor ukrepov kot takih, to je vključeno, tako v posebni del kot v NRP. Uskladitev proračuna z načrtom ravnanja s stvarnim premoženjem. To je zahteva Ministrstva za finance, da ob sprejemanju proračuna sta ta dva dokumenta usklajena, zato so se prihodki na račun prodaje nepremičnin povišali za 348 tisoč evrov in prihodki od nakupov zemljišč zmanjšali za 68 tisoč evrov. Za obe leti smo potem nekako uskladili tudi tale znesek predvidenega zadolževanja za leto 2025 za 40 tisoč, za leto 2026 za 90 tisoč evrov, ampak to je samo uskladitev, da je proračun izravnan glede virov in odhodkov, ker za vsak posamezno dolgoročno zadolžitev moramo priti po posebni sklep občinskega sveta, ki potem decidira, kakšna je ročnost in za kakšne namene se dejansko kredit vzame. Za vodovod smo že povedali. Se pravi, za cestno prometno strategijo smo dobili ustrezne podatke o sofinanciranjih in smo tole vključili kot predvidena sredstva sofinanciranja v višini 28 tisoč evrov, delno pa tudi povišali postavko za projekte iz področja cestne infrastrukture. Za dotacije smo povedali, za kulturni festival smo povedali, folklorni. Splošna proračunska rezervacija se pa dejansko potem parsko uskladi, da je seštevek vseh virov, prihodkov, stanja na računu zadolževanja izenačen z odhodki v posameznem proračunskem letu. Študije, projekti, športni objekti, izvajamo v izdelavi strategija za področje športa in potem izvedeni projekti za te predvidene infrastrukturo na področju športa, to je za tribune pa za atletski stadion. Za romska namenska sredstva je po sklepu občinskega sveta formirana posebna postavka v NRP-ju, se pravi nakup začasnih bivalnih enot. Skupni seštevek je ostal isti.
To je obravnavala tudi Komisija za romska vprašanja in načeloma tu ni bilo kakšnih pripomb. Za redarstvo smo dobili ponovni izračun, se pravi, nekaj se povišujejo sredstva za okoli 30 000 evrov in ocenili smo stanje na računih na dan 1.1.25, ki tudi praktično zvišuje možnost odhodkov, da se povišujejo. S tem, da naj poudarim, da je to še vedno ocena, ker bo točen znesek stanja na računih znan po oddaji bilanc na AJPES, rok za to je pa 28. februar v tekočem letu za preteklo leto. V odlokih, kaj je praktično potem drugače, druge so tabele, ki so usklajene z temi novimi podatki. Dejansko se proračun za leto 2025 za 450 000 evrov povišuje glede na predlog 1. Nove so tabele po institucionalni klasifikaciji. V tem letu, se pravi, smo končali z nekih 138 000 evrov sredstev stanja na računih, od tega manj kot 50 000 na računu proračuna občine Beltinci. Isto tabela po področjih programske klasifikacije. Usklajeni so pa tudi zneski, se pravi, možna višina zadolževanja pa višina tekoče proračunske oziroma splošne proračunske rezervacije. Isto velja za odlok za leto 2026. V leto, se pravi, te kolone, ki so v splošnem in posebnem delu, so pa v tem smislu razširjene. Dejanska realizacija po sprejetem zaključnem računu za leto 2023, zdaj že bolj točna realizacija, ki je še vedno ocena do sprejema zaključnega računa za leto 2024, kakšen je bil predlog 1, kakšen je dopolnjen predlog za leto 2025, predlog 1 za leto 2026 in dopolnjen predlog za leto 2026 in kjerkoli je potem v indeksih kakšna razlika med primerjave, se pravi predloga 1 in dopolnjenega predloga, je to potem navedeno v obrazložitvah, teh, ki smo jih že imeli v uvodu, oziroma je zadeva vključena v vse ostale tabele, v tabele posebnega dela, tako na prihodkih kot na odhodkih in v načrt razvojnih programov. Dopolnjene so pa potem tudi obrazložitve pri investicijskem vzdrževanju cest, recimo za katere projekte konkretno gre, pri investicijskem vzdrževanju voda, ravno tako za katere odseke gre in podobno. Tak, da. To je gradivo. Zdaj, če je kakšna potrebna obrazložitev dodatno mogoče, smo pa tukaj, da pojasnimo. Ja, hvala. No, tako obširen dokument seveda ni mogoče obdelati v nekaj minutah, zato smo pa mogoče bolj podrobno te stvari obdelovali na delovnih telesih. In sicer tu imam zapisano, da bi naj predsedniki odborov na kratko poročali o teh zadevah. In sicer prvi odbor, ki je o tem razpravljal, je odbor za gospodarstvo in gospodarske javne službe. To je Franc Kovač, vendar njega ni. Je kdo zadolžen za to? Treba izvoli, ja. Torej, na vseh odborih smo nekako obravnavali tematiko področja, ki se posameznega odbora kot takega tiče. Tudi tukaj predstavili, kakšna so županova stališča glede na to, kakšen ali bo ali ne bo uvrstitev v dopolnjen predlog. In glede na obrazloženo je potem odbor za gospodarstvo sprejel naslednji sklep. Odbor za gospodarstvo, varstvo okolja in gospodarske javne službe županu predlaga, da v dopolnjeno predloga proračunov za leti 25 in 26 umesti postavke projekte v višini predlagane s predlogom 1 proračuna in podpira županova stališča vezana na predloge prejete v fazi javne razprave. Hvala. Se pravi, tiste semaforje zajema potem stališče odborov, tista zelena, oranžna pa rdeča. Odbor za kmetijstvo, predsednik Primož. Aha.
Odbor za kmetijstvo županu predlaga, da dopolnjene predloga proračuna občine Beltinci za leto 25 in 26 umesti iste postavke projekte v višini, kot so predlagani v predlogoma 1 proračuna, razen za subvencije v kmetijstvu, kjer mu predlaga, da v skladu s proračunskimi možnostmi postavko poviša za 10 000 evrov. Ja. Fino, hvala. Igor, tvoj odbor? Torej, odbor za negospodarstvo in javne službe družbenih dejavnosti. Eno sejo prej, kot smo imeli v bistvu 15. sejo, torej na 14. seji smo sprejeli sklep 74/2025, ki pravi odbor za negospodarstvo in javne službe družbene dejavnosti predlaga županu, da v dopolnjeno predlogo proračuna občine Beltinci za leti 2025-2026 umesti postopke oziroma projekte v višini predlaganimi s predlogom 1 proračunov za leti 2025-2026 in podpira stališče župana vezane na 4 predloge prejete fazi javne razprave. Občinski svet občine Beltinci pa odbor predlaga sprejem dopolnjenih proračunov za leti 2025-2026. Hvala, predsednik. No, potem odbor za prostorsko planiranje. Aleš? Hvala. Tudi odbor za prostorsko planiranje in gospodarjenje z nepremičninami občinskega sveta občine Beltinci županu za pripravo dopolnjenih predlogov proračunov za leto 2025 in 2026 predlaga, da v dopolnjena predloga proračunov umesti postavke v takšni višini kot v predlogu 1 in podpira županova stališča vezana na predloge prejete v fazi javne razprave. Hvala. Hvala. Odbor za zaščito in reševanje. To je bil Jože, ne? Čakaj. No, te pa pištek, če ti boš. Torej, se pravi, je bilo govora o tem, da se dopolnijo ti načrti za civilno zaščito. To mi je prej v mali tabelici izostalo, se pravi, za različne nevarnosti, ki se pač dogajajo in kjer za civilna zaščita mora ukrepati, in dejansko je odbor potem sprejel sklep za odbor za zaščito in reševanje županu predlaga, da v dopolnjenje predloga občine vključi korigirane zneske za področje zaščite in reševanja ter varstva pred požarom, kot so bili predstavljeni v obrazložitvi na tej seji. To je, se pravi, tistih 60 000 plus pri investicijskih transferih za gasilstvo in 7 000 plus pri tekočih odhodkih za civilno zaščito. Ja, hvala. Statutarno pravna komisija. Željko. Hvala za besedo. Statutarno pravna komisija se je sestala 16.1. na 13. redni seji. Pri tej točki je računovodja naštel predpise, ki jih je občina dolžna upoštevati pri pripravi proračuna. In po predstavitvi smo člani sprejeli sklep. Statutarno pravna komisija meni, da sta predloga proračunov za leti 2025 in 2026 pripravljena v skladu z veljavnimi predpisi. Hvala. Komisija za romska vprašanja. Dušan, a ti boš? Tudi komisija za romska vprašanja je zavzela takšno stališče, kot je bilo predstavljeno v fazi sprememb, se pravi 422 000 nekje namenskega denarja. Razdelitev pa na te postavke, kot so v predlogu tudi opisani oziroma so v obrazložitvi zapisane, nekaj za odvoz smeti iz romskega zaselka Beltinci, nekaj za nakup zemljišč v zaselku Dokležovje, nabave začasnih enot po sklepu občinskega sveta in ostalo za komunalno infrastrukturo v romskih zaselkih. Tako da podpira v tem smislu predlog in razdelitev sredstev. Ja. No in še zadnje je obravnaval odbor za proračun in finance. Gospod Ivan Zajc, prosim. Ja, lep pozdrav. Tudi na našem odboru smo predebatirali vse postavke, ki so bile predlagane v osnutku proračuna, tudi ki so bile
podane preko v javni razpravi in sprejeli sklep, da odbor predlaga občinskemu svetu, da županova dopolnjena predloga proračunov za leti 25 in 26 sprejme predlagani obliki in vsebini. Hvala, predsednik. No, potem tu imam napisano župan. Župan je že pri glasu ali ne še? No, te pa župan, izvolim. Ja, hvala za besedo. Kako bi prav, dolgo si ti, pa te pa malo lej učiš. Hvala lepa seveda najprej zaposlene na občini in pa seveda vsem, tudi bom prav predstavnikom krajevnih skupnosti, posameznikom in pa tudi vam vse zadnje, ker smo, bom prav, ta proračun pripeljali po mojem do te faze, ko ga boste sprejeli in potem bom prav s tem naložili samo po eni strani seveda sladke skrbi, po drugi strani pa obveznosti in odgovornost za izvedbo v čim večji mere. Proračun je seveda naravnan, tako kot vedno poskušamo zagovarjati, se pravi po eni strani investicijsko, po drugi strani pa tudi socialno. Še posebej, če pogledamo zneske, recimo Igor je že pri točki vrtca omenjal znesek, ki gre za vzgoj in izobraževanje, se pravi krepko čez 2 milijona, sredstva potem krepkih pol milijona evrov za socialne zadeve, se pravi za pomoč na domu, skrbnine v domovih, potem dobrih 250 tisoč evrov za subvencije in pa seveda za delovanje društev, potem gospodarstvo, kmetijstvo, podpore, omrežnine oziroma subvencije omrežnine, krepko čez 150 tisoč evrov, potem pa seveda tudi avtobusni prevozi za vse otroke, ki želijo se voziti, se pravi ne glede na tisti zakonski minimum 4 km. Še naprej ostajamo, bom prav, tudi do naših mlajših prijazne, se pravi tudi na ta način, da jim omogočamo varen prihod in odhod z šole domov. Potem pa je seveda tukaj tudi dogovor z Gasilsko zvezo, kjer smo prišli v nekako čas, ko bo potrebno tudi za nabavo novih vozil počasi nekako akumulirati denar in pa seveda v predvideni časovni dinamiki potem nabavljati tudi potrebna nova vozila in pa še seveda dodatno opremo. Tukaj smo našli dodatnih 100 tisoč evrov. Seveda, kar se pa investicij tiče, pa verjamemo, da bomo uspešni na dogovor za razvoj regij. V kratkem je pričakovati končni sestanek tudi na ministrstvu. Tercijalni dialog se bi naj potem počasi zaključil, kar pomeni, da bomo potem pridobili slab milijon sredstev za revitalizacijo parka, poti tudi okrog parka, se pravi določena prometna infrastruktura bi se spreminjala. Pričakujemo tudi seveda razpis Ministrstva za okolje, podnebje, energijo, kjer bi potem nadaljevali seveda z nadgradnjo predvsem prometne infrastrukture oziroma trajnostne mobilnosti v centru Beltinec. Tukaj je potem tudi kolesarska navezava Gančani-Bogojina, čez 3 milijone evrov sredstev. Tu govorimo seveda o 100% sofinanciranju. Nekako se še pogajamo tudi oziroma je še možnost morda tudi kolesarske povezave Dokležovje-Veržej. Tako da če te stvari bomo uspešni v dogovor za razvoj regij, bo občina Beltinci kolesarsko povezana z vsemi 4 središči, ki se vežejo seveda na turistične destinacije. Potem je zelo pomembno povedati seveda, da po posameznih vaseh to, kar je bilo izpostavljeno oziroma najbolj kritično, smo umestili. Recimo v Melincih smo se na začetku tega mandata dogovorili, da bodo povedali, kaj želijo narediti nekaj več in to je bilo tudi povedano, se pravi okrog centra športnega se bo tudi tam namenilo 300 tisoč evrov, potem seveda pločnik, okrog katerega smo se dogovorili tudi takrat na začetku in ga bomo tudi začeli izvajati, se pravi od Kopelice do konca Melinec. Potem v Lipovcih je kar nekaj stvari na cestno-prometni infrastrukturi, potem pa tudi seveda vaški dom, vsaj zaradi
potrebe seveda rahle obnove, ki jo bomo naredili v letošnjem letu, tudi že iz naslova počastitve 130 let od ustanovitve šole v tem kraju. Se pravi, tudi ta stvar se bo naredila. Potem pa je seveda potrebno povedati, da krajevne skupnosti morajo pa pripraviti projektne dokumentacije za nekatere stvari, ki se pa tičejo dodatnega razvoja posameznih vasi, se pravi, da ne bomo gradili dodatnih stavb, da ne bomo gradili 4-5 stavb ali pa obnavljali 4-5 stavb, ampak da bomo enkrat povedali, da je potrebno stavbam dati najprej življenje in tiste, ki jih imamo, ohranjati, če pa niso primerne, pa potem raje zgraditi eno, ne pa se potem pogovarjati o nekih gradnjah 2-3, ampak to so stvari, ki se bodo seveda pogovarjali, pa se bomo pogovarjali v prihodnje. Tudi, kar se tiče atletskega stadiona, smo ga umestili, kajti pričakujemo ponoven razpis Ministrstva za gospodarstvo, turizem in šport in tam bomo sigurno vložili ta projekt. Kar nekaj projektov imamo tudi kot je projektna pisarna prijavljenih. V mestni fazi smo že tudi kot partner v mednarodnem evropskem projektu spet bili izbrani in bomo tudi nekatera sredstva dobili še iz tega naslova, tako da proračun je, kot sem povedal, socialen, je pa tudi investicijsko vseeno naravnan in verjamem, da ko ga bomo izvajali in pa ko ga bomo izvedli skoraj do konca, da bomo večino tistega, kar smo pred 4 letami oziroma pred 2 letami obljubljali, potem izvršili in pa seveda potem tudi povedali, ali smo naredili vse tisto ali pa večino tistega, kar smo si zastavili. Jaz verjamem in sem siguren, prepričan, da bo tega ogromno in da bo tega še tudi več od tistega, kar smo pričakovali, predvsem iz tega naslova, ker smo znali stopiti skupaj, znamo stopiti skupaj in dokler bo odnos tak, kot je, potem verjamem, da bo tudi delo župana, občinskega sveta, krajevnih skupnosti pa sodelavk in sodelavcev na občini cenjeno in da bomo nekako res občino premaknili tja, kamor sodi in pa da bo občina čez čas res občina, na katero bomo upravičeno ponosni. Toliko. Ja, hvala. Mogoče samo toliko še, da so razprave oziroma vse to, kar se dogaja okoli sprejemanja proračuna, namenjene temu, da se občani širša javnost seznanijo z vsemi nalogami, ki zadevajo občino, in kot je bilo tu predstavljeno, ogromno zadev je determiniranih, torej na njih nimamo direktnega vpliva. Na tisto, kar pa imamo vpliv, pa stalno poudarjamo, da se trudimo za to, da dobimo neko skofinanciranje in potem se prvenstveno izvedejo tisti projekti, za katere so pač ustrezni razpisi. V tem trenutku pa je seveda težko povedati, na katerih razpisih bomo uspešni oziroma kaj bo sploh prišlo, na primer poštev za naše okolje. Odpiram razpravo. Bi želel po obravnavi teh 2 točk še kdo kaj posebej dodati, razpravljate, izrazite svoje mnenje? Vidim, da ne. Torej bi glasovali potem o vsakem od predlogov posebej, in sicer najprej bi glasovali o prvem sklepu. Občinski svet občine Beltinci sprejme odlok o proračunu občine Beltinci za leto 2025 z vsemi prilogami. Prosim za prisotnost. Še? Aha, hvala. No, kdo je za ta sklep? Glasujte, prosim. Aha, soglasno sprejeto. Najlepše hvala. No in potem podoben še drugi sklep, vendar za leto 2026. Sklep se glasi: Občinski svet občine Beltinci sprejme odlok o proračunu občine Beltinci za leto 2026 z vsemi prilogami. Torej za naslednje leto, naše zadnje verjetno. Izvolite prisotnost, prosim. Vsi prisotni, v redu. Potem glasujemo. Kdo je za? Ja? Še? 10? Aha, sta. V redu. Najlepše hvala, tudi to soglasno sprejeto. Glede na to, da sem bil v tej novi vlogi, prvič se vam zahvaljujem za kooperativnost.
Ja, aplavz za sprejem proračuna, seveda, ne za me, ampak za sprejem proračuna. Še zadnje dve točke sta ostale, in sicer pobuda in vprašanja članov občinskega sveta, torej 8. predzadnja točka. Se kdo prijavi, da bi dal kakšno pobudo, vprašanje? Župan je čisto na koncu z glasilkami, ali bi želel še kaj povedati, neko malenkost še doda potem župan pod naslednjo točko. Razprave ni, da bi želeli kaj vprašati, torej lahko pridemo na 9. točko. Župan, izvoli, še zadnja točka. Hvala lepa. Samo morda danes je ali pa so prišli na dom poleg malega ritra tudi anketni vprašalniki. Jaz bi prosil, če potem se ti anketni vprašalniki v čim večji meri izpolnijo in pa vrnejo ali v prostore občine v škatlo ali pa pokrajinnih skupnosti v nabiralnike. Gre se za izdelavo strateškega razvojnega programa občine Beltinci za naslednjih 10 let in seveda več, ko bo danih pobud strani vas, občank in občanov, lažje bomo morda potem kakšne projekte tudi do te mere pripravljali, da bomo vedeli, da so strateško pomembni, da niso samo projekti kot projekti, ampak da so tudi imajo nekako veljavo strateško pomembnega projekta. In tu res bi zdaj prosil, da se ojunačimo ali pa ojunačite, izpolnite, prinesete, pošljete, kakorkoli. Lahko tudi skenirate, pa na mail pošljete. Kak bi povedal, bom prav, anonimnost je sigurno pri županu zagotovljena, kajti tudi če bo kdo seveda po svojem mailu ali kakršenkoli mail pošiljal, izključno je vezani ti anketni vprašalnik torej na to, da bomo dobili čim več povratnih informacij z strani vas, ker na vsezadnje strateški program pripravljamo zaradi vas, seveda. Moram povedati, da z delovno skupino, ki je oblikovana, smo prišli že zelo daleč, tudi njim se moram zahvaliti, ker so resno delo vzeli in tu se potem tudi vidi odnos, da nam ni vseeno, torej kako bo občina se razvijala, pa ne samo v naslednjih letih, ampak tudi, bom povedal, še dlje od tega. Tako da prosim, da ta anketni vprašalnik resno izpolnite, pa prenesete ali pošljete oziroma dostavite do vrat ali pa nabiralnikov krajevnih skupnosti. Več, ko bomo dobili nazaj, bom prav informacije, lažje bomo potem tudi nekako zasledovali želje vseh vas. Naslednja faza pa je seveda to, kar je bilo tudi že vmes izpostavljeno, se pravi skupna občinska uprava 8 občin, med drugim tudi občina Beltinci seveda zraven in redarska služba, ki bo bedela predvsem nad izvrševanjem naših odlokov, se pravi aktov, ki jih imamo sprejete, ali se v praksi izvajajo tako, kot se morajo. Lahko seveda to za vsak vzame kot neko grožnjo ali kakorkoli, da bo sedaj nekdo bedel nad nekom, tudi seveda z vidika prometne varnosti, se pravi tudi redarska služba bo sedaj lahko po občini Beltinci izvajala poostrene meritve hitrosti, ne samo policija. Zakaj je to tudi po eni strani pomembno, seveda tudi iz vidika tega, ker želimo še bolj dvigniti prometno varnost in varnost na splošno v občini. Imamo pa ogromno peticij, ogromno anonimk, ki skoraj da tedensko prihajajo do župana oziroma občinske uprave, kjer zaskrbljeni občanke in občani pišejo o divjanju na cestah, o tem, da naj postavljamo cone 30, skoraj da že povsod, seveda nekje so upravičene oziroma bodo upravičene nekje pod meritvah, ki jih izvajamo tako s policisti kot merilniki, teh prekoračitev glih ni, ampak če se bomo šli zdaj seveda tega, da bomo cone 30 začeli uvajati, da bomo tam vršili tudi poostren nadzor, pričakujem, da potem ne bo revolta tistih, ki bodo tam pripeljali s 50 in več hitrosti, kajti to pomeni avtomatski odvzem vozniške in verjamem, da tisti, ki morda so sedaj najbolj glasni, zato da naj je cona 30, bodo morda zaradi dejstva, ker se bo tisti cesti peljajo največkrat, lahko tudi žrtev tega, da se bodo spozabile in potem bo lahko revolt tudi kontraobrnjen. Se pravi, zakaj pa je sedaj tukaj bil postavljen radar? Mi načeloma ne težimo k temu, ko bomo radare postavljali, vendar pa glede na to, da je ogromno peticij, tudi podpisnikov
po 60-70 ljudi, bomo pač potem tam poostrili nadzor in verjamem, da bomo dosegli svoje, tudi to pa je, da se bomo vsi držali pravil, se pravi, ali prometnih predpisov oziroma tudi drugih predpisov, ker ne gre se samo redarska služba, torej za to, da bomo postavljali radare, redarska služba je namenjena predvsem izvrševanju pravic in pa seveda preverjanju dolžnosti vseh tistih, ki pod odloke, ki jih imamo spletu, zapademo. Tako da ponovno poudarjam, tudi dopis v Malem Riterju je, še bo obvestilo večkrat dano, od nekje sredine februarja se bo tudi redarska služba aktivneje vključila v nadzor, predvsem prometa v občini Beltinci, tako da na nas je, da vozimo v skladu s predpisi in jaz mislim, da če kot župan oziroma občinska uprava ali pa navsezadnje občinski svet zahtevamo od sebe in pa vseh ostalih, da se držimo pravila, to ne bi smelo biti težava. Nažalost je sicer v naši državi pa tudi širše postalo bolj zanimivo tisto, da si, če ne držiš prekršek, so vsi drugi krivi, samo ti ne, zakaj je recimo zdaj covno 30, zakaj ni covno 50 naprej, ampak z nekega razloga se bodo neka pravila, se pravi, spreminjala in pa tudi zahtevali bomo potem spoštovanje. Tako da pravim, to je po eni strani seveda opozorilo vsem nam, da še bolj smo previdni tudi na cestnem prometnih predpisih, da se dosledno spoštujemo, kajti čeprav se nekomu zdi to, da je hitrost 50 ali 30, ni velike razlike, vsak, ki vsaj malo preračuna, lahko vidi tudi že pri zavorni poti, kakšna je razlika pri 30 in pa 50, tako da pravim, poudarjam in pa nekako polagam na dušo vsem tistim, ki se vozimo, da moramo biti strpni in da moramo nekako spoštovati predpise. Poleg tega pa seveda jutri vabljeni na občinsko sejo, to je se pravi v Ižakovce, kjer praznujemo kulturni praznik. Tako kot smo se že v preteklosti menili, bomo določene praznike imeli po vaseh, sedaj nekako so Ižakovci izrazili željo, se njim zahvaljujem, zato tudi v osnovni šoli Beltinci, da smo našli jezik tudi za to, da se je program naredil. Potem pa je seveda pred nami ogromno prireditev takšnih in drugačnih, tako v Beltincih, v Lipi in pa vseh vaseh, tako da poglejmo si Mali Riter, poglejmo si seznam prireditev, obkljukajmo se nekaj teh, poglejmo in pridimo in verjamem, da nam bo tudi lepše potem nekako, če bomo bolj sproščeni in pa bolj veseli hodili naokrog. Še enkrat vam, svetnice, svetniki, hvala za sprejem proračuna. S tem, kako sem povedal, ste nam po eni strani dali zeleno luč za to, da lahko delamo naprej, po drugi strani pa odgovornost, da bomo čim več tega naredili tako, kot mora biti. Seveda vam, občankam in občani, in pa seveda tudi vsem ostalim, hvala lepa in pa jaz verjamem, da bo občina Beltinci v kratkem taka, da bomo na njo vsi ponosni. Hvala, župan. Zaključujem sejo. Želim vsem še prijeten večer naprej.